Ker če je bil kakšen avto sposoben človeka ugrizniti, prežvečiti, pa ven splunt, v bistvu pa popolnoma neprepoznavanega, pol je bil to točen ta avto. Vidiš, tukaj za mano je pa odličen primer, če predelovalec avtomobilov zagotovi svoj prostor, potem ga pa katastrofalno slabo osvetli. Vidiš, z reflektorji od spodaj, zraven postaviš lahko ženske, zraven daš lahko odlične avto, ampak vse skupaj pa zgleda bolj tako, duhamorno. To pa je razgled, a? Veš, da točno od tega trenutka sem bil trdno odločen, da bom šel naravnost na Volvo, pa sem pa prišel sem do rufa, pa lej. Se mi je vse podrlo, zato ker sem najdel njihovo zvezdo. Fanti, tisti, ki ste poznali ta pravo legendo Yellowbirda, tole je ta prav poklon tistemu avtomobilu in za nastanek tega avta niso uporabili niti enega Porscheja, vse je bilo narejeno z nule. A povem par stvari o tem porniču na kolesih. Zadeva ima 710 konjev, 880 Nm navora in končna hitrost je, pazi zdaj, 360 km/h. Tako bi morala izgledati reinkarnacija legende. Lej, tole je pošast, ki ga poganja, zadnji se pa super vidi tudi vzmetenje. Tale lepotec pa drugače ne tehta niti kilo več kot tono 200. Ta prav lightweight sports car. Pa poglejte feltne, sweet simplicity, nič drugega. Tukaj je pa legenda, tista ta prava, iz katerega ulne avto tamle zadnji pravzaprav izvira. Pa imejte nekaj v mislih, ne? Ta avto je bil narejen leta 1987, imel je 469 konjev in končna hitrost je bila 339 km/h. Ampak brez veze, da vam plozam, dajte, odprite YouTube, upišite Nürburgring pa Yellowbird, pa boste videli, česa je bila ta zver sposobna. Ker če je bil kakšen avto sposoben človeka ugrizniti, prežvečiti, pa ven splunt, v bistvu pa popolnoma neprepoznavanega, pol je bil to točen ta avto. Dajmo nadaljevati kar pri Suzukiju, zato ker oni so pa letos predstavili en tak dost poseben avto, in sicer avto, ki v mojem srcu zaseda malo posebno mesto. Gre za to, da je bil drugi avto, ki sem ga v življenju testiral, Suzuki Swift, in zdaj končno po, kakor se je zdelo, 100 letih prišla nova generacija. Zadnji se vidi, da niso preveč komplicirali, dajmo pogledati še v kufor. Taka spodobna luknja za ta razred, ampak z blazno velikim nakladalnim robom. Če mene vprašaš, je tole vsaj ne 20-25 cm. Kar se pa kabine tiče, vidim, da so povzemali to, kar ponujajo tudi drugi sodobni Suzuki. To pomeni, da je avto znotraj preprost, ampak učinkovit. Zdaj nisem šel preverjati, ampak predvidevam, da bo tale avto posvojil tudi vso tehnologijo, ki jo ponujajo drugi Suzuki. Evo, točno kot sem rekel, emergency braking system with collision warning, torej samodejno zaviranje v primeru nevarnosti trka, lane departure warning, vehicle swaying warning. V glavnem, ja, kar se varnosti tiče, bo na ravni drugih podobno majhnih sodobnih avtomobilov. Pa vidim, da se je Suzuki, tako kot recimo pri Vitari, odločil, da bo ponujal tudi dvobarvno karoserijo. Veš, vse lepo in prav, avto je simpatičen, tehnologije bomo dost, ampak mene bolj zanima, kako se bo pelil, zato ker za prejšnjo generacijo je veljalo, da je bila taka zelo živahna na cesti, in to je tisto, kar sem si jaz pri tem avtomobilu najbolj zapomnil, in res srčno upam, da bo takšen tudi ta nov. Ok, pičimo dalje, naslednja postaja pa kar Mazda, ker so pač sosed Suzukija, tole je pa ta nova Mazda CX-5. Moram reči, da je tale avto kakovostno, vsaj tako na prvi otip, pa občutek na zelo visoki ravni. Tukaj je ta prav aluminij, pa tudi na splošno, česarkoli se s prsti dotakneš, pusti zelo dober vtis. Tukaj je upravljalnik vmesnika, tukaj je zraven stikala klimatske naprave in te zadeve poznamo že iz prejšnjih Mazd. Pa le kako fejst je zašiljen nos, veš, niso pozabili na to, da so v bistvu znamka, ki se zelo dobro poistoveti športnostjo pri vsakem njihovem modelu. Hudo, dober. Moram reči, da sem kar impresioniran. Predvsem sem zelo zadovoljen, da tale sprednji del ne pusti odprtih želja, kar pomeni, da je res zelo agresiven, športno, hkrati pa povzema oblikovne smernice znamke. Zadnji je mogoče pikico bolj dolgočasen, to so recimo pri CX-trojki malo boljš naredili. Ampak all in all, zelo dober prvi vtis.